Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvije čisto nova zgodba, zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Udobno se namestite, saj je čas za nepozabno potovanje med zvezde. Naredite globok vdih in počasen izdih. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Jesenski veter. Nekega mirnega jesenskega jutra se je v vasi ob robu gozda rodil majhen vetrček. Njegovo ime je bilo Šuštar. Šuštar je bil radoveden in vesel vetrček, ki je sanjal o tem, da bi prinašal veselje in srečo v srca vseh, ki jih sreča. Vsak dan je zmajal z vejami in šumel med listi, da bi videl, kako se spreminja svet okoli njega. Nekega dne, ko je sonce sijalo in so se listi obarvali v živahne odtenke, se je Šuštar odločil, da bo odšel na potovanje po vasi. Želel si je razveseliti otroke, ki so se pogosto igrali v parku. Ko je prispel, je opazil, da so se otroci igrali sami in izgledali so malo žalostni. Kaj se dogaja? Je vprašal. Eden od otrok je odgovoril: prijateljica se je preselila in zdaj se počutimo osamljeni. Ne moremo se več igrati tako, kot smo se prej. Šuštar je začutil, da mora nekaj storiti. Ne skrbite, prijatelji, vsak trenutek je priložnost za novo pustolovščino. Poglejte, kako lepi so ti jesenski dnevi. Pojdite z mano in skupaj bomo ustvarili nekaj čarobnega. Tako so se otroci odločili, da ga bodo poslušali.
Šuštar je pihal in razburkal liste, ki so padali na tla. Poglejte, kako plešejo, je vzkliknil. Vsak list je kot vas smeh, lahko prinese veselje in radost. Otroci so se nasmehnili ter začeli loviti leteče liste. Šuštar jih je vodil po parku, medtem ko je pripovedoval zgodbe o jesenskem gozdu, kjer so živela čarobna bitja. Njegov vetrič pa je nosil vonj po pečenih kostanjih in dišečih jabolkih. Ko so se otroci igrali, je Šuštar opazil, da se je njihova sreča vračala. Vsak od vas ima v sebi moč, da prinaša svetlobo v svet, je dejal. Ko se smejite in delite radost, je to kot sončni žarek, ki ogreje vse okoli vas. Nato je Šuštar predlagal, da si skupaj izdelajo lesene ptice iz vejic, ki so jih našli. Te ptice lahko pošljemo v svet in tako prinesejo naše sporočilo sreče tistim, ki ga potrebujejo, je predlagal veter Šuštar. Z veseljem so se lotili dela. Skupaj so oblikovali ptice, jih krasili z barvnimi listi ter nanje zapisali sporočilo o prijateljstvu in sreči. Ko so bile ptice končane, jih je Šuštar nežno dvignil v zrak. Poglejte, kako letijo! Naj pa nesejo vaša sporočila sreče v svet. Tako bo tudi vaša prijateljica, ki se je preselila, dobila to prijazno sporočilo. Ko so ptice odletele, so otroci čutili, da so del nečesa večjega. Njihova srca so bila polna sreče in Šuštar jih je opolnil. Vse, kar ste naredili, je prineslo svetlobo. Vsakič, ko boste srečali nekoga, ki potrebuje prijaznost, se spomnite, da lahko delite svojo svetlobo in ljubezen. Ko je sonce začelo zahajati,
so se otroci zbrali okoli Šuštarja in mu hvaležno rekli: Hvala ti, veter Šuštar, ponovno smo našli veselje in prijateljstvo. Hvala ti. Dragi moji otroci, tudi vi nikoli ne pozabite, da ste močni in posebni, prav vsak izmed vas. Vaša prijaznost in smeh lahko spremenita svet. Kadarkoli se počutite žalostni ali osamljeni, le poglejte v svoje srce in v njem boste našli svetlobo, ki jo boste lahko ponesli tudi drugim. To je prava čarobnost jeseni. Nikoli in nikdar ne pozabite na to. Srečno, moji dragi, naj vas veter Šuštar zaziba v miren san. Lahko noč.